Fantasy. Radio Fantasy. Ja, 2 minutki sta čez 9:30 in ker je Janko zbolel, seveda nisem več sama. Ker je danes mednarodni dan prijaznosti, sem v studio povabila tudi zelo prijaznega direktorja poslovne enote za lastno prodajno mrežo Vzhod pri Vzajemni, Matija Bartol. Dobro jutro. Dobro jutro, živim, Maruša. Kako? A je bila dolga pot do nas? Lahko da rečem, mogoče je bila dolga, ampak je bila prijetna, evo, tako da. Prijazna, ne? Ja, zelo prijazna. Mislim, nisi imel kakih zastojev na cestah, glede na to, da danes je na cestah kar precej policistov, kakšnega radarja tudi nisi. Šlo zelo lepo tekoče. Dobar, če ne bomo kako položnico pa dobili na firmo. No, to, da boste vedeli, midva z Matijem smo dejansko skor soseda, ker jaz sem izkočil, on je iz Ribnice, ful fajn ljudje, moram reči, ampak bajke pravijo, da se kačari, kot nas kličejo Rajbančani, ne zastopimo kao, ne? Ampak midva se. Midva so dokaz, da se ne. Mislim, že dejstvo, da je občina Kočevje največja občina v Sloveniji, Ribnica pa najlepša, ne. Danes bomo ne more biti torej drugače kot krasna kombinacija, da nas midva tukaj. Evo, sva dokaz. Veš kaj, da te nam narezala ko suho robo, lej. Dejstvo je, da midva sva bila letos kar precej na vezi, predvsem julija, ko ste Vzajemna v bistvu odprli novo poslovalnico v Celju na Miklošičevi 1. Zdaj povej, zakaj je bila ta prenova, nova lokacija potrebna? Kaj smo mogoče s tem tudi mi uporabniki pridobili? Ja, mi smo se iz predobstoječe oziroma iz prejšnje lokacije selili v Celju na Miklošičevo, v novo poslovalnico, predvsem iz tega zornega kota, da smo še bolj dostopni zavarovancem, še bolj dostopni vsakmu, bolj prepoznavni, lažja lokacija, bolj enostavna lokacija. Se pravi, če črto potegnem, gledali smo iz strani zavarovancev. No, ker se pravim, vi ste tudi, kakor jaz vem, zavarovalnica v bistvu prijazna zavarovancem s certifikatom? Mi smo v resnici, eden izmed certifikatov, na katerega smo tudi zelo ponosni, je družini prijazno podjetje. Kar se tiče ostalih certifikatov, ne bom zdaj vseh našteval, ker bo predolga, no, ampak ja, resnično se trudimo, ne samo da zavarujemo, ampak da vsem našim zavarovancem nudimo tudi podporo na način, da spodbujamo, naprimer zdravi način življenja, spodbujamo naš lojalnostni program, gre pa vse na temo neke preventive, aktivnosti, se pravi, da so zavarovanci čim bolj zdravi, se pravi, ne samo zavarujemo, ampak tudi pomagamo in spodbujamo. No in ravno s tem, ko si rekel, da radi pomagate zavarovancem, ste tudi v bistvu v času otvoritve nove poslovalnice imeli kar nekaj ugodnosti, tudi pri vas so se lahko upravljali določeni pregledi. Ampak kaj to pomeni? Kaj ste hoteli v bistvu s tem povedati mogoče zavarovancem? S tem, ali pa naj se navežem na te preglede, no, seveda ob otvoritvi smo z našim partnerjem seveda se dogovorili tudi, da naredimo neke preventivne zgodbe za naše zavarovance, bil je tam kardiolog, bil je tam fizioterapeut, ortoped in opozoriti, da smo mi vedno prva izbira, kar se tiče zdravja, na ta način tudi nuditi tisti teden v otvoritvi vsakmu, 2 tedna, si pozabil? 2 tedna, pardon, 2 tedna, ali mimo idočim ali zavarovancem, da izkusijo, kako je, če priješ do pregleda ali pa do pogovora s specialistom takoj. Se pa tu seveda vse navezuje na naš, dajmo reči, kar core produkt, naš paradni konj, ki mu rečemo zdravstvena polica, in tu je tisto, kar pogovorno rečemo ljudje, da sem takoj pri specialistu, da sem takoj na magnetni resonanci, da sem takoj na operativnem posegu in tako naprej. No, zdaj, če se sam za 2 sekundi vrnemo k tem vašim zavarovanjem, ker jih imate toliko, celo paleto, plus tega, da sem videla, imate majhna, srednja, mislim SML, se veste, zdaj mi smo se malo zredili, pa smo že v teh letih, da rabimo že mogoče M zavarovanje. Mogoče na kak način prilagajate vi zavarovanja nam, uporabnikom? Naša paleta zavarovanja je res zelo široka. Jaz kar poudarjam dostkrat, da smo kar pionirji zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji. Konec koncev smo tudi mi prvi začeli s tovrstnim kritjem, se pravi, da sem takoj pri specialistu ali na operativnem posegu in tako naprej.
Paleta zavarovanj je zelo široka, od nezgodnih zavarovanj do zavarovanj za težje bolezenska stanja, do zavarovanj z medicinsko asistenco v tujini, celo zavarovanja za male živali. To sem hotela reči, ker naš Janko je pred dobrim mesecem dni dobil kužka. Odlično. In zdaj ga bo treba zavarovati, tako da mi da bova zdaj mogla malo že pripraviti za Janko, tako pride na ših, da bo pa kar podpisal, a veš, kako zavarovanje treba imeti. Mi je kratko naredila, ko je Janko prišel, mu ponudbo že na mizi. Tako. Pa če se zdaj navežem nazaj na pakete, zakaj imamo različne pakete? Možno je narediti zavarovanja v tem primeru specialističnih storitev, samo za nezgodna stanja, za bolezenska in nezgodna, z višjimi kriti, z nižjimi kriti. Se pravi, tukaj zopet se vračamo na zavarovanca, da mi prilagodimo zavarovancu tak paket, ki je njemu v danem trenutku najbolj optimalen. Ker tudi, kot sva rekla, pri 20, pa pri 40, pa pri 60 rabiš tudi različna zavarovanja. Mislim, zavarovanja različna, pač so verjetno različne stvari, ki jih človek potrebuje. Absolutno. Prva stvar, ki bi jo poudaril, zavarovanja morajo biti vedno narejena ciljno. Se pravi, in odvisno je od obdobja starosti oziroma življenja. Zdaj, če samo za primerjavo povem, pavšalno bom povedal. No, dej. Pa enostavno. Ko sem star 20, najverjetneje pri tej starosti nimam nekih kreditov za sabo, bolj kot ne danes 20-letniki še pri starših živijo in podobno. V tem primeru bi jaz predlagal v štartu neko nezgodno zavarovanje. Se pravi, če pride do neke hude poškodbe, da dobim izplačilo iz tega naslova, ali si mu zdaj pomagal s tem za hitrejše zdravljenje, ali karkoli podobnega. Potem, če preneseva naprej starost, dajva reči pa pri 40-ih, najverjetneje Zdaj mi kar poveš, ki se moram zavarovati. Najverjetneje pri teh letih sem v nekem procesu, ali pa dajmo reči najbolj produktivna leta so to, sem v nekem procesu ustvarjanja družine, kariere, gnezdeca, doma in tako naprej. In najverjetneje v tem procesu imam nek kredit za sabo. Se pravi, tukaj pa gre potem za mojo odgovornost, če imam jaz za sabo otroka, kredit. In če sem jaz, dajmo reči, s partnerko v tem primeru, nek motor, financ, ki nam omogočajo to družinsko življenje, potem je od mene odvisno, kaj bo za mano, z mojimi otroci, s kreditom in tako naprej. Kdo ga bo dedoval, če se ta pki naredi? Tako. In v tem primeru... Super si me prestrašil, ker grem proti 40, da vem, kam moram zdaj vse študirati. Maruša, ni bil moj namen te prestrašiti, ampak sem realno sliko pokazati. In v tem primeru pa seveda jaz priporočam močno nezgodno zavarovanje, močno zavarovanje težjih bolezenskih stanj, starostna doba danes, kar srčno-žilnih obolenj, rakastih obolenj se žal zelo niža. In v primeru, če do neke take zadeve pride, seveda je ta zadeva izplačilo zavarovalna vsota namenjeno ali hitrem poplačilu kredita in podobne zadeve. Se pravi, da ne puščam za sabo neprijetnih stvari. Mislim, ti imaš toliko enih informacij, da zdaj bova midva mogla počasi zaključiti najino zgodbo, ampak ena stvar me pa še vsem zanima. Zdaj, poznali smo Vzajemna zavarovalnica. Kaj je pa zdaj ta varuh zdravja Vzajemna? A se je to kaj spremenilo ali ostaja še vseeno enaka stvar? Zadeva je enaka, je pa to naš brand, varuh zdravja, ki se je v štartu razvil iz lojalnostnega programa. To moram poudariti. Imamo zelo močno razvit lojalnostni program za vse naše zavarovance. Ali pa če poenostavljeno povem, tisti, ki ima pri nas neko zavarovanje, se mu skozi neko dobro imetje nabira. In vsako leto, najmanj vsako leto, mi stranko obvestimo, nabralo se vam je tuk in tuk dobro imetja, 20, 40, 60 evrov. Razumem. In s tem dobroimetjem si lahko ali kakšno drugo zavarovanje še sklene in tako naprej. Potem v programu Varuha zdravja, v lojalnostnem programu imajo naši zavarovanci tudi možnost koriščenja popustov pri naših partnerjih, športne trgovine, razni teki. Se pravi, vse deluje na temo preventive in pa zdravja. Tako da varuh zdravja Vzajemna, bom še enkrat se navezal, mi ne samo da zavarujemo, ampak tudi pomagamo in spodbujamo. Da smo predvsem zdravi. Absolutno. Matija, jaz sem tako rekla, jaz sem tebe tudi preventivno poklicala sem, da ne samo meni, ampak da dejansko še našim poslušalcem laično razloživa, kako to poteka, na kaj moramo biti pozorni, ker vse vemo, kako imamo mišljenje,
veterina, zavarovalnica, ne? To je pač velik denarja. Ampak zdaj smo spoznali ene par osnovnih stvari, več informacij pa lahko tudi v bistvu naši poslušalci najdejo prav v vaših poslovnih enotah. Zdaj ti si za to vzhodno regijo zadolžen. Kje vse vas najdemo? Po celi vzhodni Sloveniji, ampak zdaj, če greva tukaj v Celju najbližje, je najbližje seveda v Celju na Miklošičevi, v Rogaški Slatini, ali pa v Žalcu. No. Zdaj, če gre pa kdo mimo Velenja, tudi v Velenju smo. Absolutno, tudi v Velenju smo veliki. Tako da ja, smo po celi Sloveniji, več kot 30 poslovalnic imamo. Je pa še vedno, jaz trdim, da je najboljši oseben stik, tako da kadarkoli se lahko pokliče naš asistenčni center 080 20 60 in vam bomo vam, ne bom rekel primernem času, ampak v tistem, ki bo vam odgovarjal čas in pa dnevu zagotovili brezplačno svetovanje našega svetovalca. Mislim, da midva sva bila danes res izčrpna. Še kakšna stvar, ki jo morava izpostaviti? Mogoče, če pavšalno povemo glede zavarovanj, jaz apeliram to, da čim prej si naredim zavarovanja, govorimo o zdravstvenih zavarovanjih, cenejša so. Ker mlajši sem, manj sem rizičen. In pa en stavek, ki ga jaz zelo rad poudarjam, ker sva prej rekla, da je marsikomu mogoče laično zavarovanje španska vas, zato smo mi strokovnjaki. Zavarovanje je najbolj nesmiselna stvar, dokler ga ne potrebujem. Ko pa ga potrebujem, je prepozno razmišljati o sklenitvi za naprej, ja, za nazaj pa ne, ali pa za situacijo, ki se mi v danem trenutku zgodi. In še enkrat, zavarovalnica ali pa produkti zavarovalni so edina stvar, iz katerega, iz tega naslova nekaj dobim v primeru najhujšega, da mi olajša takrat življenje. Ne smem pa pozabiti, trenutno smo tudi v akciji Mladi, na naši zavarovalnici, tako da do konca leta apeliramo vse v starosti med 18 in 30 let, lahko pridejo do mnogo cenejših kritij na zgodnjih zavarovanj in pa zdravstvenih. No, midva se bova dogovorila, pa kaj je za nas po 30, kakšne so ugodnosti. Še enkrat, Matija, ful hvala, da si prišel, ne samo zaradi mene, ampak tudi zaradi naših poslušalcev, ker jaz rada delim koristne informacije v etru, sploh ker je Janko zbolel. Bova tudi mogoče njemu malo pomagala pri teh njegovih, saj on je tudi že star, pa mogoče rabi kako zavarovalno polico tudi zase. Hvala lepa, pa še vidimo. Radio Fantasy. Radio Fantasy.